pravi, gremo na tradicionalni pohod po teh partizanskih bolnic v občini Semič. Ne vem točno, kjer je, ko ne štejemo, koliko jih bo, toliko jih bo. Mi ta pohod delamo predvsem iz ene velike humanosti, enega velikega spoštovanja do naših prednikov, do 250 zdravnikov, ki so se 42. leta odločili, da gredo bi rekli, v osvobodilni boj. Poleg tega je šlo z njimi tudi 270 medicincev. Medicinci, to so bili študenti, bodoči zdravniki. Se pravi, več kot 500 slovenskih intelektualcev se je odločilo za obrambo domovine. V Sloveniji je bilo zgrajeno med NOB 247 postojank, ker se je nudilo pomoč in zdravljenje 2200 oziroma 22 tisoč ranjencem in bolnikom, 4220 ležišč. Na področju Kočevskega Roga je bilo 17 takšnih postojank oziroma bolnišnic. Ne bomo zdaj vam opisovala, kakšne so bile razmere, s česa so naredili te bolnišnice in tako naprej. Je pa prav, da povem, da se je prva bolnišnica zgradila že 42. leta, sredi leta, in da je to danes 80 let od tega minilo. Pohod se začenja. Dobimo zdaj, kjer pa bo poživljeno pa tabanečeva Irena. Partizanska bolnica, lesen kamen. Ja. Veš, kot je lesen kamen ime. Odkot? So stari kočevari sekali v tem predelu, ne? Da so še na sekirami sekali veje, ne? Klesli, ja. Klesli in so rekli, te veje so pa tako trde kot kamen. Se je sekira odbijalo od vej, ne? Aha, pol pa pride leseni kamen. Pa šel leseni, les trd kot kamen. Leseni kamen, ja. To, ki je ustno izročilo, zakaj je bilo res pa ne. Ja. V začetku so začeli z barakami za ranjence, potem se je dodala še kuhinje in tako naprej. Vsaka bolnica je pa imela, to pa jaz vedno raziskujem, pa nigde ne najdemo, da so to res po vojni malo razstrelili, bunkarje, ne. V kakšni dolini stran, pa v drugi dolini stran, en bunkar je bil za oskrbo, se pravi hrana, drug bunkar je bil za hiter umik ranjencev in osebja. Sama bolnica ni bila tukaj. Malo naprej je bila bolnišnica, se je označena, Slovenski muzej je tam postavil, boste videli tablo. Bolnišnica, pogled, je ležala tik ob današnji cesti, če greste v smeri za Roško Žagorok. Bolnišnica je bila odkrita, izdana je kakorkoli že. Večinski del ranjencev zdravnikov se je umaknil
en del težkih bolnikov in seveda tudi bolnišničnega osebja je pa ostalo in so bili tam pokončani. No, naš dr. Župančič pa je z glavnino se umaknil na to lokacijo, ker je bila potem zgrajena ta bolnišnica. Je pa imel ta dogodek v njegovem življenju izredne posledice. Če berete njegov življenjepis, mislim, da koliko let je, kar je umrl, mogoče 15 let, nekaj takega. On nikoli več po drugi svetovni vojni ni deloval kot zdravnik v pravem pomenu besede. On je bil samo predavatelj na medicinski fakulteti, bil je izreden ekolog, potoval po svetu in tako dalje. Medicinci, ki so študirali, so rekli, da je bil zelo hud profesor, ampak kot zdravnik nikoli ni delal. Zakaj? Zaradi posledic, ki jih je doživel tukaj med narodnoosvobodilnim bojem. Pač ni mogel preboleti ene zgodbe, ki jo je on večkrat, verjetno Belokranjci veste, kaj so se nabili Otonu Zupančiču in eni njegovi pesmi, pa ne bi o tem. On je pač razlagal to očetovo pesem čisto drugače. Pač on ni mogel preživeti to, ker on je zdravo v tej bolnici pogled vse. Kdorkoli je prišel, njemu sploh ni bilo pomembno, ampak ker je sam prišel do tega, da je bila ta zgodba izdana in da je pač izdajalca zdravo in da zaradi tega so padle žrtve, on tega ni mogel preboleti. In on potem ravno zaradi tega lahko berete njegove besede, to se nisem jaz zmislila, ni nikoli več delal kot zdravnik, v pravem pomenu besede. Bil je predavatelj, nikoli pa več zdravnik. Gremo proti Ribniku, to je nekdanja vas sredi Kočevskega Roga. Jasa pri vasi Ribnik, zapuščeni vasi. In v bližini vodni izbir. Je kaj vode? Samo mokro je. Kanali pri vasi Ribnik, sredi Kočevskega Roga, v katerih se je zbirala voda oziroma voda odtekala v zbiralnike, ki so bili na robu vasi. Zdaj prihajamo na enega od teh vodnih zbiralnikov. Vse je zaraščeno, zapuščeno. Tu je eden od vhodov v ta zbiralnik. Ostanki vasi Ribnik, dolina pri Ribniku. Na oko je s te dve gospe. Ja. Partizanska bolnica Vinica, kraj, kjer so pokopani umrli ranjenci.
dokumentacijo pa napisali. Se reklo štale, zdaj so tam tudi material pripeljali, ampak hočem povedati, da predtem je bila po zimi 42-43 postojanka, ene 3 kilometre višje, sem šotori so bili, dr. Mihelčič od Narodnega heroja Brd je to postavil, to šotorišče, vse je označeno pod Mirno goro, no potem je pa našel ta plac. Vračamo se nazaj na Reso.